Pozdravljeni. Naj uvodoma podam zgodbico, ki je dan za dnem tudi del naše realnosti. Kadar Petra, Matjaž, Luka, Rok in številni drugi posamezniki berejo, črke kar zaplešejo pred njimi. Nekatere se oblikujejo v spiralo in za hip izginejo izpred njihovih oči, spet druge skačejo in se podijo po papirju. Včasih celo tako močno, da ne vejo, na katerem koncu besede morajo začeti brati. Manjše kot so črke, hitreje se vse odvija. Če besedilo zelo drobno, sploh ne vidijo posameznih besed in črk, ampak le črne črte. Najlažje berejo velike tiskane črke, a kaj, ko se na vsakem koraku srečajo tudi z malimi tiskanimi oziroma pisanimi črkami. Petra, Matjaž, Luka in Rok imajo namreč disleksijo. So dislektiki in imajo težave pri branju in pisanju. Beseda disleksija je danes veliko ljudem že poznana, ali malo jih pozna resnične težave ter hkrati tudi prednosti oziroma močna področja otrok, mladostnikov in odraslih z disleksijo. Le te nam bo na današnjem predavanju, ki smo ga poimenovali Disleksija, specifična motnja, ki bogati življenje, predstavila Tanja Černe, profesorica defektologije, ki se z omenjeno tematiko srečuje že vrsto let. Izvolite. Ja, hvala za napoved. Lep pozdrav vsem udeležencem. Jaz prihajam iz Ljubljane, delam z otroki, ki imajo tozadevne specifične motnje, to se pravi specifične motnje branja, pisanja, računanja, splošne učne težave, motnje pozornosti in aktivnosti in različne kombinacije splošnih in specifičnih učnih težav. Diagnosticiram te težave, svetujem staršem, otrokom in pa šolam. V svojem prostem času pa tudi hodim po šolah ali kot v vašem primeru in tudi predavam. Vemo, da vedno, kadar se pojavljajo neke učne težave ali neki učni izzivi, so vedno tudi neke prednosti tozadevnih težav, ki se ob tem lahko razvijajo, ali neke spretnosti, ki se ob težavah lahko razvijajo. Zato se mi zdi pomembno, da smo pozorni na to, kljub temu, da če imamo otroka s motnjo branja in pisanja, nas to kot starša izjemno obremenjuje in skrbi, ali če ima otrok sam se sprašuje, kaj je z njim narobe in je zaradi tega v stiski, ker ne najde neke svoje ta prave identitete, ali če je otrok v razredu ima včasih tudi učitelj stisko, kako pravzaprav mu pomagati, na kakšen način mu pride blizu, ali ima otrok resno težave, ali se le bolj zmišljuje, ali je len in ne želi sodelovati. Veliko takih vprašanj se pojavlja in ob takih vprašanjih se stalno soočamo z nekim svojim znanjem, neznanjem, včasih tudi s svojimi nekimi vrednotami, nekimi svojimi predsodki. Kako delimo nasploh specifične učne težave? Delimo jih tako v grobem na dve skupini, to se pravi na ravni slušnovidnih procesov. Tukaj je tudi naša disleksija. Se pravi, težave so pri prenašanju ali pri procesiranju informacij na področju sluha in vida. Ne v smislu, da oseba slabo sliši ali da oseba slabo vidi, ampak da možgani na drug način obdelujejo te informacije. Na drugačen, ne boljši, ne slabši, ampak na drugačen, ki včasih pa ni kompatibilen z našim šolskim sistemom. Potem so lahko to pravopisne težave, disortografija ali druge težave povezane s področjem jezika. Lahko so te neke motnje pri aritmetiki na področju matematičnih veščin. Potem so pa drugi primanjkljaji, o katerih danes ne bomo govorili, samo zato, da malo umestimo, da si neko miselno shemo naredimo, to se pravi na področju vidno-motoričnih procesov, disgrafija in specifična motnja pisanja, ali potem nekatere vrste diskalkulije, to so težje vrste specifičnih motenj na področju matematike. Ali potem neke težave pri načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti na nivoju velike motorike, fine motorike in pa organizacije.
kot specifična motnja koordinacija ali dispraksija, ali vemo, da so otroci velikokrat šibki ob teh motnjah tudi na področju socialnih veščin, da se ne znajdejo, da težko sklepajo prijateljstva ali jih težko ohranjajo, ali včasih ostajajo osamljeni in nekako izgubljeni v tem socialnem svetu. Veste, da je ta teden namenjen ozaveščanju javnosti o specifičnih učnih težavah. Se pravi o disleksiji in o drugih specifičnih učnih težavah, zato smo se prav v tem tednu dogovorili za to predavanje, da nekaj doprinesemo, a ne k neki večji ozaveščenosti in posledično k neki večji tudi podpori. Se pravi, gre za to, da je to vse življenjska motnja. Velikokrat starši sprašujejo, ali je možno, da motnja izzveni ali da izgine. Ne gre za bolezen. Pri bolezni veste, da najdemo vzrok, če pa ne, pa zdravimo simptom in potem bolezen izgine. Tukaj gre pa za posebnost v delovanju centralnega živčnega sistema in to je posameznikova posebnost. Se pravi, ostaja motnja celo življenje, je vse življenjska, lahko jo pa zmanjšujemo. Otroci imajo lahko večje težave s hitrim poimenovanjem, lahko tudi s priklicanjem. Se pravi, spomniti se določene besede, jo hiter priklicati, lahko je to šolski pojem, včasih je pa to enostavna beseda iz vsakodnevnega besednjaka, pa jo otrok ne more priklicati. Ali delovnega pomnjenja, veste, kaj je to delovno pomnjenje, delovni spomin? To je spomin, ki ga trenutno potrebujemo pri opravljanju neke naloge. Se pravi, se navezuje na določene podatke iz dolgoročnega spomina in hkrati vključuje določene podatke od zdaj. Zdaj nas pa zanima, zdaj pred močnimi področji bi mogoče še rekli, v javnosti zelo velja prepričanje, da gre pri disleksiji za motnje, na primer, da gre za zamenjavo črk, kar je res. Da gre za izpuste črk, kar je res, pri branju in pisanju. Da gre za obračanje črk, to je vse res. Vendar ne gre samo za to. Zato se včasih čudimo, priznamo še, da se morda dislektične težave kažejo tudi na področju tujega jezika. To priznamo in občutimo. Da gre pa lahko za dislektično težavo, ki se kaže na področju matematike, lahko to spremete? Ali na kakšnem drugem področju? Ali da se dislektična težava čez leta lahko spremeni, da je na začetku se kazala zgolj na področju, a ne kot neka motna oviranost na področju pridobivanja bralne tehnike, ali otrok bere vezano, ali se mu zatika, ali je hiter, ali je počasen. Kasneje, ko je pa usvojil bralno tehniko, lahko usvoji oseba s disleksijo bralno tehniko, se pa lahko kaže bolj na jezikovnem področju, ko je veliko učnih predmetov z ogromno nekimi pojmi, pa jih oseba samo ne more priklicati. Veste, šolski sistem pa zahteva, ne, točno določen pojem, točno določeno definicijo. Ali naša oseba bo znala pa to opisno povedati. In včasih v šolah se z učitelji večkrat pogovarjamo, pridejo do rezultata, pa ne znajo temeljiti kako. Njihova pot je velikokrat drugačna, rezultat je pravi. Ni nujno, da prepoznajo miselno strategijo reševanja. Ni nujno, da znajo verbalizirati svojo strategijo. Se pravi, ker rešujejo probleme, a ne nekako globalno. Neke nepričakovane nove povezave vzpostavljajo, dobro vizualizirajo in na nek način umetniško razmišljajo. Tako da te sposobnosti krepimo, to res krepimo pri njih. In če mu tisto veselje vzamemo, nima nobenega vira za izgradnjo pozitivne samopodobe. Ker veliko vlaga pa neuspešen vsak dan. In to je dan na dan. In to je potem vzrok za neko globoko nezadovoljstvo ali za razvoj drugih sekundarnih čustvenih noten. Tako da to uravnotežimo, ne? Šibke funkcije, močna področja, to se pravi tisto, kjer ima otrok talent, tisto, kar se nam zdi, da bi bilo vredno razvijati. Veste, lahko je to petje,
pa da je otroku resno veselje v sprostitev, ne zopet v ocenjevanje in ne v tekmovanje. Če ne smo v isti poziciji kot v šoli, ne dosežemo sprostitve in je ves čas neka napetost, nek kroničen stres, ki se nabira v telesu. Veste, če je šibka samopodoba, si več ne zaupamo. Tudi ne tvegamo, sploh ne gremo več v določene vaje. Si ne upamo. Ker imamo zadaj omejujoče prepričanje, ne bo nam uspelo. Meni ne bo uspelo, tale matematika pa sploh ni zame. Matematike ne bom nikoli znala. To je lahko omejujoče prepričanje, ki me omejuje, ne morem nikoli preko tega pride pa čez 5 ur na dan učim, celo leto. Veste, ker je prepričanje toliko močno, ker usmerja moje vedenje. Zato je fino preveriti, v kaj jaz verjamem, v kaj sem prepričan, kaj me motivira. Včasih me motivira, seveda, uspeh je najboljši motivator. Če sem uspešna, otroci pridejo domov, pokličejo mamo po telefonu, rečejo, dobro oceno sem dobil. In potem grejo se takoj popoldne učiti ta predmet naprej, ker so motivirani, ker jim je že enkrat uspelo. Zdaj, zelo delamo v osvajanju učnih navad in strategij učenja. To je zelo pomembno. To je zelo pomembno. V smislu, na neki samokontroli, da otroka učimo, dvakrat preveri, da boš videl, o čem govori, ali pa tako kot v šoli učiti. Podčrtaj pomembne podatke. Izpiši si. Se pravi, samopomočne strategije, katere so zate, katere bi bile zate v redu. Skladno s tem, ali si auditivni tip, vizualni tip ali pa kinestetičen tip. Kakšna samopomočna strategija je zate v redu? Ali da glasno bereš, ali da ti nekdo bere, ali da poslušaš posnetek, ali da imaš zvočno knjigo, ali da ti nekdo presname tvoj učbenik, pa poslušaš. Za auditivnega človeka super, učenje v dvojici, odlično, da mu med starši berete učno snov, odlično, če imate čas, če zmorete. Kaj želimo pri otroku spodbujati, da bo samostojen? Večina staršev ali pa vsi starši želimo, da so otroci, da dokončajo neke šole in da so srečni v svojem življenju, se strinjate s tem. To sta dva globalna cilja vseh staršev. Tem je pa fino, da se vprašamo, na kakšen način pa otrok lahko doseže neko srečo ali pa šolski uspeh ali pa samostojnost in na kakšen način ga mi lahko spodbujamo pri tem. In fino je tole rečič. Vedenje, da inteligentnost ni določena v rojstvu, to pravi Einstein. Ampak da se v smislu lahko genija naredi. Pa ne mislim v smislu, da bi bili vsi geniji, ker to tudi ni potrebno na svetu, ampak da vsak razvija svoje potencijale v tem smislu. Da ne zgubljamo toliko časa in energije samo za korekcijo motenj, je tudi pomembno, samo da hkrati razvijamo potencijale. Zdaj, zelo je pomembno, da imajo otroci v šoli možnost prilagoditev. Se pravi, metodično didaktičnih, v smislu, sedijo spredaj, učitelj usmerja njihovo pozornost s pogledom, z dotikom, z bližino, ali da ponovi navodilo, da sošolsko novi navodilo, da učitelj sošolca te drugega vpraša, če smo že govorili, da ta drugi ponovi, da ta naš ni vedno izpostavljen, da ga ne izpostavljamo, nisi poslušal, spet ne veš, zakaj se gre, ko je tale naš z motnami, ne gledal skozi okno, pa je zunaj nekaj počlo in mu je preusmerilo pozornost, ker je hipersenzibilen na preveč dražljajev. Se pravi, neke prilagoditve v okolju, ponavadi je v pomoč, da sedi spredaj, nekaterim je pa v pomoč, da sedijo zadaj, ker če sedijo spredaj, se ves čas ozirajo nazaj, kaj se zadaj dogaja, da ne bom česa zamudil, kaj se zadaj dogaja. Pri njih je boljše, da potem sedijo zadaj, pa nekje bolj ob strani. Veste, da še zmeri kot učitelj, pridete do njih, pa imate nek stalen kontakt z njimi. Ker morate imeti stalen kontakt in pa stalno kontrolo, oboje. In spodbudo in kontrolo. Zelo dobro delujejo v okoljih, ki so dobro strukturirana, ki imajo neka jasna pravila, da se ve, da je jasna struktura in pa hkrati, da je močna podkrepitev, pozitivna podkrepitev. Da otrok in starš vesta, da jih spoštujete. Tako da s tem besedami jaz nekako zaključila.
tako da bomo potem še kakšno vprašanje, no? Če bodo. Kot je naša predavateljica že prej dejala, smo predavanje pripravili v sklopu Evropskega tedna ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah, ki letos poteka v tednu od 5. do 11. oktobra. Nasploh pa se tudi v knjižnici Brežice zadnje čase posvečamo disleksiji. Pripravili smo 3 zgibanke, ena je takšna splošna o disleksiji, ena je priporočilni seznam gradiva za otroke, tretja pa je priporočilni seznam strokovnega gradiva. Knjigice so označene z zeleno-rumenim trakom, imamo pa spodaj na mladinskem modelku tudi ravnila, s katerimi si otroci lahko pomagajo pri branju. Zgibanke so vam na voljo zadaj in si jih lahko vzamete. Za dodatne informacije naša predavateljica, ki se jih pa res iskreno zahvaljujem za vse podane informacije. Hvala.